Torej, tole, kar vam pokažem, medzvezdni prostor je seveda hvaležna tema, če ne drugega zato, ker imate lepe barvaste slikce, a ne? Se pravi, kaj ste tukaj gledali? Gledali ste neko meglico Gredelj in trenirano oko tamle gor odkrije, da je tukaj noter nastala ravnokar ena nova zvezda, takile curki snovi, pa tukaj še en curk snovi. V vseh telih žepih bolj gostega prahu so pravzaprav nastajajo ravnokar nove zvezde, zvezdno porodnišnico torej gledamo. Tole posnetek Hubblovega vesoljskega teleskopa. Seveda, kot rečeno, pa pri astronomiji boste nekoliko previdni, kar se tiče barv. Če so barve take, kot bi jih videli s svojimi očmi, če je bile seveda bistveno večje, kot so. Potem piše, da je to v realnih barvah, če nič ne piše, intenziteta v barvah skrita. Tukaj pa recimo imate kodo, kisik je nekako z modrimi toni pobarvan, emisija v kisiku, potem vodik pa dušik zeleno in žveplo rdeče. Zakaj, ne vem, ampak slika je najbolj na ta način lepo ratala. Se pravi, na nek način morate malo paziti, ko razmišljate, je ta meglica res modra. Zdaj, seveda, kar bom danes govoril, bo nekaj takega splošnega uvoda, pa nekaj stvari, ki jih počnemo, seveda nikakor in sploh ne sam. Tukaj imam navedenih kar nekaj študentov, ki skupaj te stvari počnemo in marsikaj, kaj bom predstavil, je seveda enostavno njihovo delo. Zdaj, če najprej razmišljamo, zakaj bi nas zanimal medzvezdni prostor, je ena taka zelo osnovna stvar, ki nas pravzaprav zanima, je dejstvo, da morajo zvezde, tudi mi moramo svoje sonce, od nekje priti, od nekje moramo nastati. In tole, kar se tukaj na vaši levi strani vrti, je neka pač simulacija nastanka zvezdne kopice. Pri tem se treba zavedati, kako bo iz nekega razredčenega oblaka plina, pa morda tudi prahu, kot bomo videli, nastala taka skupina zvezd. Ja, skupaj jo tišči ena sama stvar, ki jo imate na voljo, in to je seveda lastna težnost, lastna gravitacija. Veste, da je ta sorazmerna z maso na kvadrat, pač kolikor jaz tehtam, pa kolikor me močno tisto vleče, zato kvadrat, pa obratno sorazmerno ta gravitacijska energija pada z velikostjo objekta. Medtem ko če pogledamo, temu se pa protivi, pa seveda dejstvo, da se te vsi delci gibljajo, se pravi imajo neko termično ali pa če hočete kinetično energijo, sorazmerno seveda s temperaturo, pa številom delcev, se pravi zopet z neko maso. Zdaj, pogoji, ki jih imate za te parametre v prostoru med zvezdami, so relativno eksotični. 10 do 100 kelvinov tipične temperature, 10 do kakšne 100 delcev na kubičen centimeter, to je blazno dober vakuum mimogrede. In ko ugotovite, da mora biti vsota teh dveh energij negativna, ni pa treba upoštevati kakšnih električnih ali magnetnih stvari, kar se med sabo posenčijo in uničijo. Ugotovite, da pravzaprav zahtevate, da bo na koncu ta stvar precej masivna, zaradi tega, da bo ta negativna gravitacijska energija prevladala pred v bistvu seveda pozitivno termično energijo. Tale R mogoče koga moti, ampak seveda tale R v smislu gostote je pač samo kubičen koren zraven in posledično je tale masa na kvadrat bolj pomembna od tega R imenovalcu. Se pravi, na ta način lahko razumemo, da lahko nastanejo v bistvu iz enega oblaka, mora biti ta oblak dovolj snovi, da nastane veliko zvezd, namreč, ja, tehnično gledano 100 mas Sonca bi bilo dovolj za eno zvezdo, bi bilo še možno, toliko veliko zvezda je toliko masivno, v praksi pa ne, v praksi je večina zvezd manj masivnih, kot je naše Sonce, se pravi, to pomeni, da grobo rečeno se pogovarjamo, da bo v eni skupini nastalo po kakšne 100 ali pa morda 10 tisoč zvezd naenkrat v taki kopici. Tole je recimo primer končnega rezultata, pač vreča draguljo, ali kako naj pač tole Herschlovo ime prevedem. Kot rečeno, na levi ste pa videli simulacijo. Ta simulacija sama po sebi vam je kazala, da so stvari skrajno netrivialne, da je to težko simulirati, da so dvojne zvezde v igri, da se izmetava snov, da skratka nikakor nekaj lepega, sferno-simetričnega in vse ostalega, kar bi seveda fiziki želeli. To zadevno seveda so te stvari tudi relativno zelo zoprne za izračunati, če zlasti, če je kakšna magnetna polja človek zraven vtaknil. Zdaj, če malo razmislimo, kako so pravzaprav ljudje sploh prišli na idejo,
da je med zvezdami še kaj, da tam ni pravzaprav čisti vakuum. Samo po sebi namreč to nekako ni trivialno, do Sonca očitno nas gleda, da je bilo kaj posebenega vmes, saj na prvi pogled, in če gledamo druge zvezde, ja tudi pač tam na nebu žarijo, danes zjutraj se je malo luna videla, kakšna zvezdica, preden je Sonce ušlo. Skratka, človek bi imel občutek, se je praznil vse skupaj, Idejo je pravzaprav dobil gospod Trumpler že davnega leta 1930 in sicer je ta iste kopice, ki smo jih gledali, tako zvane razsute kopice zvezd uporabil. Imel je eno brihtno idejo in je rekel, kopica, nimam kaj božga, sem pač tole mojemu psu ukradel, se pravi, tale kopica zvezd, predstavljate si tukaj noter jih je polh, ne 100 ali pa 10.000 komadov, in seveda tale kopica zvezd bo v odvisnosti od razdalje različno izgledala. Če bolj odmaknem za faktor recimo 2 dlje, jo postavim od vas, potem jo boste seveda videli pod 2-krat manjšim kotom, nekaj, kar je možno merljivo in lahko sklepate na razdaljo. Ja, lahko sklepate, če rečete, da je tale žoga toliko velika, kot je, In Trumplerjeva osnovna predpostavka je bila, da bojo te kopice, če so blizu Zemlje ali pa daleč od Zemlje, statistično gledano med sabo podobne, da nimate neke signifikantne razlike, da bi same mičkene kopice bile blizu Zemlje, pa velike daleč ali pa okrog obrnjeno. Skratka, po domače povedano, Zemljani smo nepomembni, kar je globoko res v tem vesolju. In iz tega kotne velikosti s takole trivialno sorazmernostjo je seveda lahko sklepal na neko razdaljo po velikosti objekta. Na drugi strani pa seveda, če je ta objekt 2-krat dlje, potem bo tudi nek opazovalec na tem objektu ves videl pod 2-krat manjšim kotom, v tejle smeri, pa še v tejle smeri, ker tole skupaj zmnožite, ugotovite, da gre s kvadratom razdalje, kot smo se tam nekje v začetku srednje šole učili. Se pravi, bo tale svetloba, ki jo vi sprejemate, padala s kvadratom razdalje. In zdaj je pač tele 2 razdalji, se pravi po kotu, pa razdaljo potem, koliko je kopica svetla videti, narisal eno proti drugo in pričakoval je, da bojo stvari šle po tejle premici, da skratka bo neko razsutost, seveda vse kopice niso enako velike žoge, ampak malo enih, malo drugih pa vsod. Pa je bil močno presenečen, ker je ugotovil, da za kopice, ki so daleč, je ta fotometrična razdalja, se pravi, koliko je svetla videti, kaže, da bi morala biti ta objekt bistveno dlje, kot kaže njegova kotna velikost. In z tega je pravilno sklepal, da razdalja se zdi, da je večja, zaradi tega, ker je dodatno potemnil ta objekt nekdo na poti. Se pravi, je nekdo na poti dejansko vpil en del te svetlobe. Lahko vidite, da tale odstopanje pomeni kar velika, nekih 3000 v 2000 enot, ki so pri astronomih priljubljene, se pravi faktor 50% ali pa 1/3 navzdol v pač razdalji. Se pravi, stvar se kar pozna. Zdaj, da je imel Trumpler prav, seveda dobro vemo. Tukaj je nekaj primerov takih kotno bolj majhnih objektov na nebu, meglic temu rečemo, v tem primeru temnih meglic, očitno zakaj temnih, zato ker tukaj nekaj manjka, če boste kdaj šli v Avstralijo, Južno Afriko ali pa seveda Južno Ameriko, toplo priporočam, da stopite preč od svetilk in si tole vrečo oglja pogledate s prostimi očmi, ne rabite niti rešpetila. Potem recimo tale objekt nekako kaže, da je nekaj črnega tukaj, in možnosti sta samo 2, ali je tole zvezdno polje, tukaj nekdo se zmenil, da v tele cevi ne bo nobene zvezde, ali je pa seveda nekaj črnega vmes med nami in med tem zvezdnim poljem, skratka takle oblak, ki absorbira. Pa seveda zelo znan objekt konjska glava v našem Orionu, ki se ga da takole videti, rdeča je v tem primeru barva vodika. Skratka, tukaj imate primere diskretnih objektov, ki jasno kažejo, da nekdo absorbira svetlobo. Zdaj, grobo rečeno, absorbira svetlobo vseh mogočih vidnih valovnih dolžin. Res je, da malo manj rdeče, pa malo več modre, ampak generalno vam pokrije zvezde. In če vam generalno pokrije zvezde neka ovira, mora biti tista ovira spet iz zelo osnovne fizike, saj primerljiva, če ne večja od valovne dolžine vidne svetlobe. Valovna dolžina vidne svetlobe je pa grobo rečeno pol mikrona in če imamo torej pol mikrona veliko oviro, se temu reče prašno zrno, ne pa več molekula, ker bi bilo nekaj malo preveč atomov, celo za kakšne zelo sposobne kemike v takile gigantski, lahko rečemo zmeri molekuli. Zdaj, seveda, prah imamo torej v igri, ta je bil tisti, ki je potemnil tako
rečemo tiste kopice oddaljene trumplerjev, kot recimo nam zakriva deloma pogled pri takih diskretnih objektih. Stvar se vidi tudi na splošno, recimo tole je en posnetek z Mangarta, kako se vidi proti jugu Rimska cesta v poletnih mesecih in najbrž se boste strinjali, da ja, tukaj je nek svetopas, pa tukaj je nekako ena senca enega svetega pasu, vmes sta pa spet dve možnosti, ali vam je nekdo pravzaprav luknjo naštimal, ali imate pa med vami in tem zvezdnim poljem zopet nek obširen sistem oblakov prahu, ki, kakor vidite, je pa precej tak fragmentaren, se pravi dejansko ne gre spet za kakšne lepe, ravne plasti ali kaj temu podobnega. Zdaj, tale ravnina, v kateri vidimo Rimsko cesto, se pravi dejansko je to ravnina diska naše galaksije, katerega del je tudi naše Sonce in seveda s tem tudi mi, je pravzaprav nekako v njej, v tej ravnini imate torej te prašne oblake. Ti prašni oblaki so torej izrazito koncentrirani v tej ploščati strukturi. Ne bom rekel, da je tako ploščata kot palačinka, ampak recimo nekaj takega kot kakšna pica ali pa kakšna palačinka, ki jo jaz pečem, ki je malo bolj debela. Torej, če tole pogledamo na celem nebu, tukaj se sicer malo upravičujem, ker je nekaj svetlobnega onesnaženja, imamo tukaj v tej sobi, se da luč ugasniti mogoče? Ne da, v redu. Potem boste torej izostrili svoj pogled. Če vam malo pokažem, tole sta v resnici dva kroga, čeprav mi ne bi verjeli, ampak je res. In če sta tole dva kroga, to pomeni, da je tole severna polovica neba, severna od ekvatorja, in tole polovica neba južno od ekvatorja. Tale konc smo prej gledali proti jugu z Mangarta, tole so mimogrede Magellanove oblaki recimo. In kar vidite je, da tale pas, ki sega tako na severno nebo kot na južno nebo, pa tam je majčkeno bolj bogato, je pravzaprav razpolovljen z takim kompliciranim sistemom absorpcij v prahu, se pravi posledica ta iste stvari, o kateri že skozi sedaj govorimo. Zdaj, tale ravnina zgleda nekam taka S zvita, to seveda zaradi tega, ker imamo tukaj običajno zgodbo, kot pri vsaki karti nečesa sferičnega, se pravi, kot boste Zemljo lahko zelo čudno narisali na ploščat papirja, isto seveda z nebom. In tukaj smo nekako to stvar poravnali, tako da smo to ravnino galaksije, ravnino tega pasu proglasili kot novi ekvator, se pravi kot galaktični ekvator, in zdaj se boste lažje strinjali, tole je pogled proti seveda središču galaksije, mi nismo v središču, ampak nekako na poti do roba v tem disku, tole je ta prah in potem seveda vidite obsežna ta zvezdna polja v okolici. Zdaj, če pogledamo tole pa v malo drugih valovnih dolžinah, prejšnji posnetek je bil v vidni svetlobi in celo v pravih barvah, kar je rdeče, torej rdeče, kar je modro, je zares modro. Tole je pa posnetek v umetnih barvah, zaradi tega, ker gledamo bližno infrardečo svetlobo. Več pasov, tam nekje okrog valovne dolžine 2 mikrometrov, se pravi bližna infrardeča svetloba, 2 micron all sky survey. In kakor vidite, se še zmeri lepo vidi ravnina galaksije, vidi se tudi tele prašne oblake, ampak se boste pa takoj strinjali, da so bistveno manj vpadljivi v primerjavi s tole prejšnjo sliko, zaradi tega, ker pač smo zdaj pa že pri valovnih dolžinah, ki so večje od velikosti delcev, zato ti delci se uspejo zmuzniti okrog in posledično se ne absorbirajo. Se pravi, infrardečem se kar dobro že skozi vidi, skozi prašne oblake. Tukaj imamo pa en tak lep potpori sestavljenko posnetkov v različnih valovnih dolžinah. Najprej smo gledali območje takole 5 stopinj okrog galaktične ravnine je narisano za vidno svetlobo, prejle smo gledali tole infrardečo, če greste proti daljšim valovnim dolžinam, vse tja proti radijskam, se seveda odlično skozi vidi. V infrardečem ste bolj revčki, ko greste pa enkrat v kakšno močno rentgensko svetlobo, se pa spet za prvo silo da skozi videti. Se pravi, na nek način tale prah ima približen, kot smo že omenili, velikost podobno vidni svetlobi ali pa tam nekje v tem rangu velikosti. To je zdaj torej prašna komponenta, ki očitno, klasično, to najdete v vsaki knjigi, kar tukaj le kažem, je skoncentrirana v ravnini naše galaksije. Zdaj, seveda, to lahko tudi dejansko kartirate, se pravi, rečete, bom gledal neke zvezde, za njih vem neke parametre, recimo pri nekih zelo vročih zvezdah, vem, kakšna bi morala biti oblika njihovega spektra, grobo rečeno ste na
džinsovem repu porazdelitve črnega telesa, če je objekt zelo vroč, recimo 40 tisoč kelvinov ali pa 20 tisoč kelvinov, in ga ne vidite tacga, ga vidite bolj rdečega. Zakaj ga vidite bolj rdečega? Ja, zaradi tega, ker se njegova modra svetloba še posebej močno absorbira v prahu, rdeča pa nekoliko manj. In recimo že zopet stvar ima očitno brado, takrat sem bil bolj študent, ko sta tale dva gospoda naredila takle članek, ki mu danes rekli parcelacija na, kaj pa vem, vpis v zemljiško knjigo ali kaj je že tista stvar, ki jo vsi počenjamo. Se pravi, tukaj imate neke koordinate vzdolž ravnine galaksije, pa par stopinj gor in dol od ravnine, imate oznake parcel in potem rečete, aha, dobro je, tako sta razdelila galaksijo. Potem pa pogledate, kako v odvisnosti od razdalje, tole je razdalja v tisočih parsekov, vsak parsek je 3 svetlobna leta, se pravi, tale os gre nekako do 18 tisoč svetlobnih let daleč, imate koliko v magnitudah je absorpcija in vsaka pikca je ena zvezda. Tukaj ni kakšna zelo visoka znanost, ampak je zelo pomemben, da si lahko fizik tukaj takoj ustvari vtis, kaj se dogaja. Naprimer, konkretno, če vzamemo tole parcelo številka, na začetku se nič posebenega ne dogaja, tam nekje do 1 kiloparseka, nekaj malega je že, pa ne preveč, pa naglo poskoči. Se pravi, grobo rečeno, pa 1 kiloparseku razdalje v tej smeri imamo en tak zid prahu, ki nam tipično dvigne absorpcijo na bistveno višjo raven. Kje pa seveda pogruntaš, da je stvar primerno zmešana in da jo ne bi imel smisel z nobeno še tako komplicirano funkcijo ponazoriti, zaradi tega, ker dejansko je stvar nekako zelo mozoljava. To se da narediti seveda blizu ravnine galaksije. Daleč od ravnine ta dva gospoda tega nista delala, zaradi tega, ker je efekt majčken, ker je takih vročih zvezd, za katere bi tako rekoč vedel, kakšne morajo biti in potem kakšne so sklepov, koliko je te porrdečitve, bolj malo. In tukaj je pa že en rezultat, ki je dosti zanimiv. O tem bom še kasneje govoril. Pregled neba Rave je med drugim na spektroskopski način, se pravi neodvisno zdaj od te porrdečitve, uspel določiti recimo temperaturo, pa kemično sestavo do neke mere, pa še kakšne druge parametre posameznih zvezd, ugotoviti celo njihovo razdaljo. No in naprimer kolega Kos je na ta način narisal eno tako karto, mogoče tele dve karti samo glejmo, se pravi, tukaj imate projecirano na ravnino galaksije iz relativno velike razdalje od galaktične ravnine, kolikšna je porrdečitev po takile skali, se pravi zopet v magnitudah, v odvisnosti od razdalje. Tole je severna nebesna hemisfera, tole je južna, severna je bolj kilava, južna je bolj bogata, galaktična hemisfera, zaradi tega, ker je tudi naš teleskop, v tem primeru teleskop nameščen v Avstraliji in seveda boljši vid južni del galaksije. Kar vidite je, da se te dve stvari ne poklapata, da pa seveda velja tisto, kar ste pričakovali, se pravi, barve grejo od modre, zelo majčkene absorpcije proti rdeči, zelo veliki absorpciji, ko se odmikate od sonca, ki je tukaj nekako na sredini na tej karti. Prav, to je bil že en tak zanimiv rezultat, ki zunaj ravnine galaksije prej tega nekako nismo imeli in je zanimivo, da se te dva karti grobo ujameta, naprimer tukaj je neko rdeče območje, ustreza temu rdečemu območju, v detajlih pa ne. Tukaj je pa samo nekako efektivna resolucija teh kart, če bi kdo tehnično ga to zanimali. Zdaj, seveda, če imate torej prah, preden se od njega poslovimo, je mogoče smiselno se še tole vprašati. Ja, dobro, če imam pa tale prah, ki absorbira svetlobo, ja pa se ta energija nekam vendar mora iti. Ja, seveda, da gre. Ta prašno zrno, ki absorbira toliko in toliko fotonov, se pač nekoliko segreje in potem seveda zopet to svetlobo izseva. Zdaj, segrelo se ne bo kaj dosti tole zrno, tukaj imate temperature in tole je skala v kelvinih, vidite, da se začne pri 16, bilo je pa 20 kelvinov, se pravi hladen je tale prah in zaradi tega ni čuda, da seveda ne bo seval, kje pa v vidni svetlobi, ampak v zelo daljni infrardeči svetlobi in tole je taka galaktična karta sevanja tega ta istega prahu. To ljudje veliko uporabljajo, da rečejo, aha, zdaj sevanje v tejle smeri je tokle močno, torej je prahu toliko pa toliko. Smola tega pristopa je pa samo to, da dejansko ne veste, koliko delč v tej smeri se ta absorpcija zgodi, se pravi, nimate tridimenzionalne slike in v tem smislu je bila tista prejšnja karta, ki smo jo gledali, boljša, ker je imela radialno komponento, torej komponento razdalja. Zdaj, to je bil prah, ampak prah, kot rečeno, absorbira, to je neka mešanca zrn, od tam mogoče 0,1 mikrona do grobo rečeno 0,5 mikrona in
pravzaprav kaj dosti več od tega ne morem povedati. Ne? Ampak poleg prahu imate pa še kaj drugega v prostoru med zvezdami in stvar utegne biti mogoče celo bolj zanimiva. Če pogledate na primer neko običajno zvezdo, eno tako vročo zvezdo, recimo Rigalo Orionu, vidite posamezne absorpcijske črte. Kot vemo, seveda iz neke osnovne fizike, absorpcijske črte so posamezni elektronski prehodi v atomih. Recimo tukaj le večina telih zares, tale, pa tele naprej po vrsti so navadna Balmerjeva serija vodika, absorpcijske črte vodika pač, ne? Torej, značilno za zvezde absorpcijske črte in seveda po valovni dolžini lahko identificiramo, kater kemičen element je odgovoren za to. Moč črte bo odvisna, koliko je tega, pa seveda v kakšnih pogojih je, se pravi, recimo temperatura v tej atmosferi do neke mere, tudi gostota bo pomemben parameter. Spodaj imamo pa primer tudi spektra, se pravi distribucije fluksa po valovni dolžini za nek drugačen objekt. Podoben kot prej, zopet enkrat tale gredl, eta gredla, značilna meglica, tole kar rdeče vidite, celo v realnih barvah, tukaj narisano je vodik in lejte, res je, ne? Ko ga pogledate, tole je Balmerjeva črta vodika, H-alfa, prehod NE3, NE2, se pravi med prvim in drugim vzbojenim stanjem. Ta barva je rdeča, 656 nanometrov, zato tudi meglica rdeča in seveda vidimo torej nek vodik, ki skače med vzbojenimi stanji, pa seveda, če vas zanima tudi naslednja črta Balmerjeva serija, pa še naslednja, značilno tukaj so v emisiji, medtem ko pri običajnih zvezdah običajno v absorpciji. Se pravi, tukaj imamo zdaj podpise, črtne kode, če hočete posameznih elementov, ki jih identificirajo. Lahko se gremo zopet igro torej zastopanosti teh elementov, lahko govorimo o radialni hitrosti preko Dopplerjevega premika. Te črte so tipično ponavadi zelo ostre, zaradi tega, ker se pogovarjamo kljub vsemu o majhnih termičnih razširitvah. Zdaj mogoče samo še komentar. Ja, tukaj je helij, nič kaj posebenega, helij drugi najbolj pogost element v vesolju. Tele črte so pa precej enih težav povzročale astronomom. Tam nekako v Trimplerjevem času so jih poznali in naprimer tale črta pri 500,7 nanometra, ki je tukaj označena kot nek kisik, so jo celo poimenovali nebulium, da je to nek nov kemični element, zaradi tega, ker pač enostavno za Boga niso mogli tega reproducirati, ne v laboratoriju. Medtem, ko so šli pa vprašati teoretike, so jim pa lepo razložili, da bi sicer kisik to tam imel, ampak s temi in temi zakoni kvantne mehanike je to čisto prepovedano. Zdaj seveda kvantna mehanika marsikaj prepoveduje in je prav tako, ampak astronomom je pa marsikaj dovoljeno, se pravi, lahko malo kršimo kakšna pravila. In to je tak tipičen primer izbirnih pravil, ki jih kršite. V astronomiji se potem malo hecen te stvari označujejo, O pomeni pač kisik, 1 bi pomenil nevtralen, se pravi rimska 3 pomeni dvakrat ioniziran, 2 plus pač, in potem več, ko imate v glatih oklepajev, bolj so kvantni mehaniki jezni, za tako stvar lahko vidimo, zaradi tega, ker je stvar bolj močno prepovedana. In ta nebulium alias navaden kisik, skratka tako rekoč tretji najbolj pogost element v naravi, v tem primeru dvakrat ioniziran, je pač čist enostavno močno prepovedana črta. Pa klele vidite še dušike, pa vidite še žveplo, vse prepovedano. Grozen redko je, ker je tako redko, se noben ne zaleti v takle kisik in to zadevno on ima lepo čas in čez nekaj časa pa odločil, da je bilo zadosti časa v zbojenem stanju, gre dol in izseva tisti foton, ki ga nikoli ne bi seveda smel. Se pravi, emisijske omeglice znajo biti malo eksotike, pa predvsem nam dajo možnost govoriti o kemični sestavi, o Dopplerjevih hitrostih in podobno. Tudi kaj drugega se vidi, to je zopet eno območje ioniziranega vodika, kakor temu rečemo v žargonu. Na sred vidite, da dejansko je ioniziran, zato tako rekoč luknja v tej meglici, potem pa okrog različne barve, posledica različnih Balmerjevih črt, pa razne srage, ki so nekdo luknja zvrtu, v resnici zopet enkrat dobri stari prah, o katerem smo prej govorili. Zdaj, če pogledamo ta območja ioniziranega vodika po naši galaksiji, zopet je tole galaktičen ekvator, se lahko strinjate, da obstaja neka tendenca, da so ta območja koncentrirane okrog galaktične ravnine. Problem takih kart je, da seveda ne veste a priori razdalje, se pravi, ne veste, gre tukaj za nek relativno lokalen oblak, ki je slučajno pač v neki drugi smeri kot galaktična ravnina, pa je vse skupaj še zmer v tej ravnini, ker je to tako blizu, ali gre pa dejansko za nekaj zelo oddaljenega in mogoče v tem smislu zanimivega.
Zdaj, mogoče še kakšnih par lepih slik moram not, da ne boste rekli, da so sami grafi. Se pravi, seveda, meglice različnih vrst, videli smo tisto meglico Gredelj, znajo biti zelo zanimive. Tole je recimo primer smrti zvezde podobne Soncu. Tale pikca tule na svet je nastajajoča bela pritlikavka, v katero se bo spremenilo jedro našega Sonca. Tale krog okrog je pa tako zvana planetarna meglica, ki nima veze s planeti, samo ime je pač takšno, ki je dejansko razširjajoča se ovojenca bivše zvezde, in tale rdeča barva je zopet enkrat dobri stari Balmerjeve črte vodika, zelenkasta barva je pa tisti kisik, ki ima prepovedano črto, kot smo prej omenjali. Tako da vidite lahko precej enih, rečemo, drobnih struktur, da se videti, naprimer, potem kakšne tudi pa čudne geometrije. Tale je celo zelo lepa in zgleda kot obroč, enostavno zaradi tega, ker gre za sferno lupino, in kadar gledate ob lupini, se vam vaš pogled dlje časa po lupini vozi in zato dobite več fotonov, kakor če jo pravokotno prebodete tam blizu središča. Zdaj, takele planetarne meglice, ta ista v Liri, recimo, lahko tudi date potem na spektrograf in vidite, da lahko naredite sliko te meglice, seveda v vseh mogočih valovnih dolžinah, tudi v tistem kisiku, o katerem smo prejle govorili, pa kot rečeno Balmerjeva črta, pa kakšne dušikove črte, pa tako dalje. Da ne bomo kaj prehudega spustili, je treba nedvomno omeniti še eksplozije supernov, konec življenja masivnih zvezd, več kot 8 mas Sonca. V tem primeru kaj takega za supernovo ostane. Tole je razširjajoča se meglica, recimo Rakovica, ki so jo leta 1054 to eksplozijo Kitajci videli in napisali, da je tisto poletje bilo zanimivo, ker so imeli na nebu 2 sonci. Danes pa seveda se je tukaj na sred smo opazili neko zelo kompaktno zvezdo, ki se ji reče nevtronska zvezda. Meglica se pa hitro širi, se pravi narazen, in je dobila neko kotno velikost v ločnih minutah merjeno po teh, rečemo, skoraj da 1000 letih širjenja. Hitro širjenje pomeni, recimo, če vas zanima, okrog 1200 km na sekundo gre narazen, se vidi lepo po Dopplerjevem premiku. Seveda je pa to relativno mečkana hitrost v primerjavi s štartom, ko vam supernova raznese, dobite brzine ovojence okrog 30 000 km na sekundo, se pravi desetinko svetlobne hitrosti, in vam lahko povem, da je čisto luštno, ko te kdo pokliče na observatorij včasih, pa potem pomeriš, pa rečeš, ja, je bila supernova, dejansko to vidim, a ne, neverjetno, 30 000 km na sekundo proti tebi in proč od tebe. V tem primeru je mehanizem nekoliko drugačen, mehanizem so v tem primeru magnetna polja za vzbujanje teh atomskih prehodov in magnetna polja, ki so povezana z osrednjim objektom. Tele objekti znajo biti relativno kratkoživi, zaradi tega, ker relativno hiter, za astronoma hiter, v par tisoč letih bo potemnel tipično. In kot bom mogoče se na koncu zelo na hiter vrnil, morda bomo te, rečemo, mehurje, ki dejansko jih je vse polno v naši galaksiji, lahko rekonstruirali, kje so in kdaj je bila kakšna druga supernova, zdaj sem Rakovica v naši okolici. Zdaj, tudi takole Rakovico bi podoben lahko spekter gledal, tega smo se nekako že nagledali, zato bom šel na hiter čez, podobne črte, podobno bi lahko delal celotno sliko. Zdaj, mogoče pa še en primer, ki mogoče je zanimiv. Namreč, do zdaj smo govorili o vodiku, seveda z dobrim razlogom, vodik je najbolj pogost element v naravi, ampak smo govorili o vodiku, ki so bile neke Balmerjeve črte vodika. Najprej ga morate spraviti v prvo vzbojeno stanje, pa nekam naprej ali pa iz višjega stanja v prvo vzbojeno stanje. Zato mora biti vroče, tam rang velikosti 10 000 kelvinov, in to je v vesolju relativno redka dobrina. Se pravi, 10 000 kelvinov je temperatura tam, kaj je nekaj močno vzbojeno, okrog kakšne masivne vroče in tako naprej zvezde, drugače pa najbrž ne. In to zadevno se splača vprašati, kaj se pa zgodi, če imaš nevtralen vodik, se pravi čist navaden v osnovnem stanju, tak, nič posebenega. In zdaj tale vodik ima seveda to slabo lastnost, da morda bi on že absorbiral kakšne ultraviolične fotone Balmerjeve serije, ampak kar se pa tiče tega, da če teh fotonov ni kaj veliko in vročih zvezd, ki bi take fotone sevali, je bolj malo v vesolju, boste pa mislili, da se nam nič dogajalo. Tam boš del, pa nikoli ga ne boste videla. K sreči ni res. Ni res zaradi tega, ker tudi v vodiku v osnovnem stanju v resnici ima dve možnosti.
ali sta spina elektrona pa protona vzporedna med sabo ali pa nasprotno vzporedna in kakor veste, imate malenkost različno, tam v milijoninkah elektronvolta različno energijo teh dveh stanj. Iz vzporedne konfiguracije se splača preskočiti energetsko gledano v nasprotno vzporedno konfiguracijo. Ampak zopet enkrat kvantna mehanika tega absolutno ne dovolj, ne? Razen če imate čas, ne? Konkretno tole, če preračunate vsako leto, kakor je profesor Stanat me naučil, ste starejši za 3,1 krat 10 na 7 sekund, se pravi pika 10 na 7 sekund, se pravi temu se reče 10 na 7 leta, ne, ali 10 milijonov let. Tok časa ga je treba lepo na mir pustiti, če ima vzporedne spine, pa bo statistično gledano preskočil to drugo stanje in pri tem se energija z nebu v obliki fotona, ki je pa seveda zdaj radijski foton, z valovno dolžino 21 cm. Mimogrede, zato se pri 21 cm seveda ne sme nobenih radijskih oddaj ali česa podobnega imeti, da se kaj sliši iz vesolja. In lahko merite v neki smeri, ne? Merite, kolikšna je zdaj v bistvu hitrost, pa kolikšna je morda emisija takihle fotonov. Zopet enkrat s to težavo, da doplerski premik od 21 cm lahko z lahkoto meram, smer tudi lahko dobro specificiram, z razdaljo imam pa težave, ne? Se pravi, ne morem a priori vedeti, koliko delč je ta moj emisijski oblak. Se pa da seveda tukaj kaj narediti, recimo primer ene takele galaksije v trikotniku, ene bližnjih spiralnih galaksij, ki se vrti in tukaj imate tako Dopplerjevo karto 21 cm črte vodika. Ta del galaksije se nam približuje, ta del se pa oddaljuje in zato v takih umetnih barvah pač modr pa rdeč pobarvan, pač modro naj bi se nam približvalo, rdeče oddaljevalo, tako ponavadi to kodiramo, ne. Skratka se da take stvari zmeriti preko nevtralnega vodika, takrat ko od zunaj gledate neko galaksijo. Mi imamo pa seveda težavo, da smo znotraj te galaksije in da ni zelo vseeno ena stvar, eno enoto delča ali pa 10 enot razdalje daleč, ne. Skratka razdalja je v naši galaksiji dosti večja težava. Zdaj, tukaj se mogoče splača omeniti, da poleg kakšnega vodika, pa majhno smo omenjali v eksotičnih pogojih še helij, pa kakšen kisik, pa tako naprej, dobite plin, se pravi ne prah, ampak plin tudi v splošnem prostoru med zvezdami, na splošno, ne samo koncentrirano v nekih eksotičnih meglicah, ki sem jih prej kazal. In ta plin seveda bo tudi absorbiral svetlobo, če pač valovna dolžina svetlobe ustreza temu, da bo kakšen elektronček skočil v višjo vzbojeno stanje. Dobra stvar, ki jo vsi poznamo iz kakšnega študija časa, je na primer natrija, ne. Natrijev doblec tam nekje v, rečemo, 590 nanometrov približno, ne, bo z veseljem absorbiral tako svetlobo. Pa kalij ima tudi en doblec tam nekje pri 760 nanometrih, ki z veseljem take stvari počne. Drugače smo pa bolj revčki. Saj je še polhen tovrstnih absorpcijskih črt, ampak večina jih pade v ultravijolični del spektra in ultravijolične svetlobe najbrž na srečo naša Zemlja ne prepušča. To zadevno morate opazovati z vesolja, to zadevno stvar stane, pa če Hubble tega ne naredi, pravzaprav trenutno nimajo nobenih ultravijoličnih oči, kar je bolj žalostno, ne. Se pravi, dejansko obstajajo še drugi elementi, drugi prehodi, samo zelo težko je do teh opazovanj priti. In tukaj je en takle primer, ko lahko recimo merimo v tem primeru za dve natrijeve črti pa eno kalijevo, naprimer hitrost tega gibanja, pa intenziteto in tukaj je bolj tak tehničen graf, da se je dal iz tega pogruntati, kolikšna je pravzaprav, rečemo, zastopanost, se pravi celotna vsota preko razdalje natrijevih ali pa kalijevih atomov, ki je v približno normalnem enakem razmerju zmeri z prahom in se izda z tega pogruntati, koliko je nek konkreten eksotičen objekt porečen. Recimo telekalibracije za eksplozije supernov zelo uporabljajo, vidijo supernovo, ki ima čisto zmešan spekter in ne veste, ne upate predpostaviti, kakšen je v resnici, ampak ker vidite to ostro natrijevo črto, ki ni posledica supernove, ampak snovi vmes med supernovo in nami, lahko na ta način sklepate, koliko je najbrž tudi prahu in posledično, koliko je objekt v celoti porečen. Zdaj, govora je bilo torej o prahu, potem je bilo govora o plinu, običajnih atomih in tako naprej, ki povzročajo absorpcijo, ki so krasni zaradi tega, ker veste, od česa pridejo, ker lahko zmerite Dopplerjev premik, pa s tem hitrost približevanja, oddaljevanja. Ampak to ni vse. Tam nekje, kmalu bo 100 let, mislim, da je bilo leto 1917 se pisalo, ko so opazili, da v spektrih zvezd imajo še neke absorpcijske črte, večinoma zelo šibke,
ampak jih je pa kar veliko. Recimo, pogledajte takle podpori 4 oziroma 5 spektrov zvezd in vidite, da so tukaj vse sorte črt, ki jih znamo razložiti, ki so čist navadne črte zvezdnih atmosfer, skratka absorpcija, skakijo višja vzbojena stanja posameznih elektronov v zvezdni atmosferi. Ampak za tole črto, ki je doma pri 862 nanometrih, pa ni nobene korespondence, da bi redel, od katerega elementa, katere molekule stvar prihaja. Sliši se čudno, ne? In je čudno, ne? Narodno je tudi to, da tale črta ni sama, takih črt je nekako vidni pa bližnji infrardeči svetlobi približno 400 komadov. Skratka, v bližnji pa vidni svetlobi pa v bližnji infrardeči imate približno 400 absorpcijskih črt, za katere vam ne vem povedati, od česa prihajajo. Z leti in desetletji, očitno če je skoraj 100 let tega, so ljudje nekako pogruntali, da je stvar nedvomno povezana z medzvezdnim prostorom, ker naprimer, če imaš eno dvojno zvezdo, ta črta je na mir, nič ne miga, tako kot doplerski premik neke dvojne zvezde se spreminja. So pogruntali, da so močni razlogi, da ta stvar je povezana ne samo z medzvezdnim prostorom, ampak z seveda nekimi molekulami v tem prostoru. Ampak ne vem, katera molekula je za to odgovorna in zaenkrat še nihče ne ve. Tem prehodom, tem absorpcijam, zato rečemo v slovenščini, smo nekako skovali besedo MEPI, skratka medzvezdni absorpcijski pasovi, najbrž pravilno izgovorjeno MAPI potem, medtem ko v angleščini, če ste to iskali po Googlu, so pa to DIBI, Diffuse Interstellar Bands. Zanimivo je, da so torej to nekaj bands, pasovi, niso čist ostre črte, kljub temu, da večina črt v medzvezdnem prostoru je zelo ostrih. Tole je recimo kalijeva črta v istih objektih, tole je pa takle absorpcijski pas, v tem primeru pri valovni dolžini 6614 angstremov. Skratka, širok je, pa vidite, da je celo strukturiran. Tisti, ki se ukvarjate z kompliciranimi molekulami, bi takoj skočili, da so to posamezne rotacijsko-vibracijske sekvence, morda, ampak zaenkrat nihče še ni pogruntal, katera molekula. Skratka, skupna lastnost DIB-ov je v glavnem to, da ne vemo, koga za boga so, ne? In je to ena večjih, rečemo temu za moje pojme, nerodnosti, če sem z lepo besedo to počistam, astronomije, pa seveda posledično fizike, ker se pogovarjamo o nekaj, kar je absolutno dostopno in ne znamo dobro razložiti. Seveda naša fizika štima, samo tukaj imate najbrž opravka s čim. Ja, najbrž ne z nečim enostavnim, z neko molekulo CN ali karkoli podobnega, ker seveda z lahkoto veste, kaj vse bojo njeni absorpcijske črte in podobno, ne. Na drugi strani očitno ne z nekim makroskopskim prašnim zrnom, ker tisto bi absorbiralo, blokiralo tako rekoč vso mogočo svetlobo. Tukaj imate diskretne absorpcije, nekoliko široke, v hladnem mediju in to vse kaže seveda na neke makromolekule. Verjeten na bazi ogljika, ker je ogljik nekako v vesolju zelo pogost, pa tudi se rad dela vse mogoče vezi. Koliko atomov je, vam pa ne znam povedati. Najbolj nekateri članki govorijo samo o nekaj 10, nekateri pa tudi o nekaj 100 atomih, ampak kot rečeno, stvar še ni dobro pogruntana. Stvar korelira, se pravi, moč te absorpcije korelira z tem, koliko je prahu na poti, ni čudo, se najbrž mora vse korelirati eno z drugim v medzvezdnem prostoru, ni pa ena korelacija med tem. In seveda zdaj tukaj lahko je človek, kar so ljudje počenjali veliko časa, razočaran, pa reče, ja, Marička, dajmo mi tole pogruntati, kaj to je, ampak zaenkrat ni ratal. Lahko pa reče, no dobro, dajmo na osnovi tega nekaj izvedeti, pa mogoče si kljub temu, da ne vemo, kaj točno gledamo, si pomagati. In tukaj je eno delo, ki je bilo letos poleti objavljeno, se pravi, uporabili smo en velik pregled neba Rave, ki je opazoval dobre 500 milijona zvezd in ko vidite vi neko, zdaj bo pa tole zvezda, taka malo kosmata, neko zvezdo, potem če vidim takle DIP, oziroma MAP na njenem spektru, pomeni, da je med tole zvezdo in med vami nekaj, kar očitno absorbira neka molekula, recimo. Zdaj seveda, če pa pri neki malo bližji zvezdi v isti smeri tega ne vidite, potem vedite, da je krivec vmes med tema dvema zvezdama. Se pravi, na ta način lahko pravzaprav, če imate veliko opazovanj, prostorsko locirate te absorpcije. In nekaj takega je tukaj narejeno, se pravi, tukaj je porazdelitev po nebu teh naših 500 milijona zvezd, ki smo jih opazovali, tukaj je pa v bistvu v razdalji stvar narisana, se pravi, sonce na sredi, pa potem razdalja v tisočih parsekov. In kar smo potem ugotovili, je, da ta opazovanja so sicer daleč največje do zdaj, največji set do zdaj, recimo
Drave je začel leta 2004 in končal leta 2013 s svojimi opazovanji. Teh pol milijona zvezd je dosti več od recimo 30 tisoč, ki so jih v času pred Draveom sploh uspeli spektrov narediti. Skratka, smo imeli zelo bogat set, pa kljub vsemu premalo bogat, da bi lahko dejansko tridimenzionalno karto naredili, zato imamo kvazi tridimenzionalno, se pravi v ravnini smo uporabili celotno porazdelitev, zunaj galaktične ravnine smo pa en eksponenten zakon pravzaprav fita z enim samim prostim parametrom. In tukaj je rezultat za ta eksponenten zakon, se pravi, kako se absorpcije spreminjajo, ko greste proč od galaktične ravnine. In že prvo presenečenje, ki se zdi zabavno, namreč, ko pogledate, kolikšna je, kako pada absorpcija v prahu, ugotovite, da je razpolovna debelina tam velikost nared dobrih 100 parsekov, se pravi relativno tanka plast prahu. Ampak, ko pa pogledate ta isto porazdelitev za te absorpcije, teh medzvezdnih absorpcijskih pasov, je pa ta razpolovna debelina približno 200 parsekov. Se pravi, zelo signifikanten, kar neki sigam razlike, 4-5, rezultat, ki kaže, da je tale plast teh molekul, makromolekul neznanega izvora debelejša. To seveda nakazuje nekaj na njihovo maso, pa morda na boj, pa takele stvari. Lahko pa naredite naprej, tole karto smo že prej gledali, skratka, to je porazdelitev prahu, tukaj imate pa zdaj porazdelitev teh medzvezdnih absorpcijskih pasov na podoben način narejeno, zopet rdeča, nekako največja absorpcija, modra, ko smo bili sonce, je pa relativno manj, seveda. Spravka zopet raste z razdaljo, kar je lepo, in te dve karti nista enaki, sever pa jug ni enak. Zdaj, to stvar lahko tudi takole malo narišemo, se pravi, če je tukaj sonce, tukaj je središče naše galaksije, tole je tale disk. Ko gledamo severno hemisfero, pa ko gledamo južno hemisfero, se stvari ne poklopijo. In to fiziko pokaže, da seveda tele molekule, karkoli že so, fiziko morajo pa ubogati. Se pravi, mora biti res, da ubogajo gravitacijski zakon, drugega jim pač ne ostane. In to pomeni, da te molekule takole okrog ravnine galaksije se gor pa dol vozijo. V resnici to niso kakšne keplerijanske tirnice, zaradi tega, ker ni centralen potencial, imate še privlak snovi v samem disku in zaradi tega tako ene trikrat grejo okrog ravnine, ko okrog pridejo. Z tega časa, ki traja mogoče 20 milijonov let, pa z dejstva, da sever pa jug nista dobro premešana, lahko ugotovite, da je izvor tele porazdelitve bil relativno nedaven za astronoma, se pravi tam nekje 10 milijonov, 20 milijonov let nazaj, ne pa 200 in ne 2 milijardi in ne 12 ali pa 14 milijard let, kolikor je na koncu vesolje staro. Skratka, imate relativno mlad vir. In ta mlad vir so zelo verjetno kar supernove v naši okolici. Če pogledate do razdalje 700 parsekov, se pravi 2000 svetlobnih let, je v zadnjem milijonu let tam nekje 80 supernov eksplodiralo. V ravnini diska so se stvari precej že zaletele in precej med sabo zmešale. Proč od ravnine se pa te mehurji še zmeri morda širijo in morda ravno to vidimo, te asimetrije sever-jug, kako to supernove njihovi mehurji porivajo to snov, ki vključuje tudi te makromolekule. Tile medzvezdne pasove se da porabiti, morda preden gremo na to zgodbo, kako bomo pogruntali to porazdelitev zunaj ravnine, se da uporabiti tudi čisto utilitarno, to se mi zdi namreč zmeri zanimivo. Človek dela nek področje, ki morda niti ni center nekega večjega projekta, moraš biti zmeri koristen nazaj, kajti, kot boste verjetno takoj razumeli, plačati ne moreš in si zato lahko vesel, da si lahko zraven. Obenem pa seveda boš potem dal nekaj celotni kolaboraciji in tole recimo zopet Janez uspel spraviti skupaj na nove metode določanja zvezd v kupicah. Če imaš takole eno kupico, se človek pri svetlih zvezdah, najbrž boste že rekli, najbrž pa še semle noter, ampak kakšne tele ta temne pikce ste pa malo nesigurni, a je ali ni. Obstaja vrsta metod, ki vam povejo, da so ali pa da niso verjetno tole člani kupice, ampak vse so nekako statistične, nobena ni čisto gotova. In tukaj smo zdaj dodali še eno v to zbirko, se pravi, kaj imamo tukaj narisano, je doplerski premik, se pravi radialno hitrost tega ustreznega absorpcijskega pasu. In rdeče v histogramu so tisti objekti v logaritemski skali, kot vidite, ki nekako so po drugih testih kazali, da so člani kupice. In vidite, da večinoma se za različne te 4 kupice poklapljajo rdeči histogrami s splošnim histogramom, ampak nekatere rdeče pikce
so pa pri izrazito drugih hitrostih, kar pomeni, da je do tiste zvezde izrazito drugačen medzvezdni prostor in je ta zvezda ali spredaj ali pa zadaj, nedvomno pa ne na razdalji kopice. Je v tej smeri, ampak je prednjo ali zadnjo in je zaradi tega seveda medzvezdni prostor in s tem ti absorpcijski pasovi drugačni. Skratka, še ena metoda, ki lahko nekaj takega naredi. To recimo zdaj konkretno delamo pri nekem projektu Gaia ESO, precej velika stvar, 8-metrski teleskop, okrog 200 noči vsega skupaj VLT v Čilu in pa če tole na majčken košček vsega skupaj. Ta drug mogoče zelo velik projekt ima za budočnost, je projekt Hermes Gala. Gala je pač en ptič, tak papiga pinki iz Avstralije, na drugi strani pa to kratica za Galactic Archaeology, skratka ta projekt v osnovi želi pogruntati, katere zvezde so bile hkrati narejene prek podrobne meritve njihove kemične sestave z pač spektroskopijo seveda. No, mi smo pa majčkeno še zraven drugega lončka predstavili, pogruntali, da imamo tukajle 11 tukajle naštetih absorpcijskih pasov, se pravi ne samo enega, ampak 11 komadov, kar sigurno ne more škoditi, pa še kakšno čisto navadno kaljevo absorpcijsko atomsko črto. Tukajle imate primere teh absorpcij, se pravi, znajo biti v kakšnih primerih zelo močne. In bomo merili njihove radialne hitrosti, bomo merili njihove intenzitete in delali njihove tridimenzionalne karte in videla so vsi pasovi iz iste molekule, ali so, kar je bolj verjeten, iz različnih, kakšne so korelacije, kako te stvari grejo, predvsem pa dobili radialno hitrost, dobili možnost gibanja in prek tega, da imate veliko zvezd v neki smeri, lahko pogruntali, koliko daleč je ta izvor. To je tista odločilna razlika z emisijami vodika, pa ne vem česa, ker ne veš razdalje, tukaj je lahko na nek način ven dobiš, če imaš dovolj opazovan. In pomeni, da lahko se bomo šli pa v tako igro, če je tukaj nekje sonce, do tele zvezde ni nobene absorpcije, do te zvezde imate eno komponento, do te zvezde imate dve komponenti, pa mogoče različnih valovnih dolžinah, ker so pač doplersko premaknjene, ker se pač tele dve absorpcijski plasti gibljeta v radialni smeri. Če je teh smeri zelo veliko in Gala bo opazoval v naslednjih 5-6 letih vsaj milijon zvezd, zelo dobre spektre, dosti boljše od Rejva dobil, boste lahko potem pravzaprav ugotovili, da tudi oblika tegale absorpcije prostorska, tridimenzionalna je taka opna, a ne? In če imaš ti opno, pa če veš, kakšna je radialna komponenta hitrosti glede na sonce, z nekaj optimistične sreče bi človek rekel, ja, najbrž je pa pravi vektor hitrosti pa pravokoten na opno, a ne? Ponavadi enostavno opne, ne bom tega razprl zdaj, ampak si predstavljate, letijo tako, da se nekam v eno ali drugo smer pravokotno širi. In to je pa ena stvar, ki ni bila v resnici čisto nikoli narejena, namreč nenadoma bomo medzvezdnemu prostoru pripisali dinamično komponento, tridimenzionalno sliko bomo dobili radialno hitrost, ki jo morda lahko celo deprojeciramo v pravo hitrost, to pomeni, da imaš vektor položaja, vektor hitrosti in tako bomo prvič ekvivalentni zvezdam. Pri zvezdah tudi lahko ugotoviš, da se zvezda premika levo-desno in imaš s tem prečne komponente hitrosti. Če imaš dosti dobre meritve, kot recimo je ravnokar dela satelit Gaia Evropske vesoljske agencije, tukaj v medzvezdnem prostoru pa nobene dinamike do zdaj ni bilo, sploh nobenega časovnega razvoja, zdaj bi ga pa lahko dobili, če bomo zelo dobri. Ne? Zakaj take stvari počnemo? Je zato, ker je zabavno vedeti, kje živimo. Ne? Recimo tole naše sonce je tudi na sredi tega posnetka, vodoravna os, ekvatorska je ravnina naše galaksije in tista temna območja so absorpcije v prahu. Najbolj se boste hitro strinjali, da je to en tak mehur, v katerem živimo, ne? In ta mehur so morale narediti pretekle supernove, samo ne vemo natančno katere in kje. Če bomo videli tiste opne, bomo jih lahko morda nazaj projecirali, pa bomo pogruntali, kje pa celo kdaj je kakšna supernova eksplodirala, pa so imeli drugo sonce za naši predniki. Ne? Na drugi strani pa tale stvar je zgleda odprta. Ne? Tukaj nimamo še nobene dinamične komponente, zato vam ne znam povedati, koliko hitro to kaj morda narazen leti. In če je odprta, gre pa ven iz diska. In ta stvar mogoče je lahko zabavna. Spet v emisiji nevtralnega oziroma ioniziranega vodika se takele strukture vidi zeleno in nevtralen, pinki je, oziroma vijoličasto je ioniziran vodik, tukaj je galaktična ravnina in vidite tukaj en takle stolpa. Ne? Na nek način vam dam misliti, da nekaj tukaj ven šprica, eno tako fontano mora biti človek vidi tako. Ne? Takole fontana zaenkrat ne veste, koliko je daleč in je zato težko govoriti tukaj o posebni fiziki. Ne? Če boste pa vedeli še razdaljo, pa celotno 3D sliko, bo pa seveda situacija malo drugačna. In potem morda lahko upate na tale scenarij, ki utegne biti pa zelo zanimiv.
Namreč, če imate takole fontano, ki takole kot posledica ena ali več supernov prebije ven iz ravnine naše galaksije, tukaj le zunaj v okolici ravnine naše galaksije v resnici ni vakuum. Tam je, če na koncu poštejete čez celoten volumen, recimo enega zadosti velikega števila galaksij, ugotovite, da je takole v teh okoljicah sicer zelo razredčen plin, zelo vroč, vodik je to tipično, in tega plina je glihe ne toliko, kar vseh zvezd, pa plina pa prahu v galaksijah samih, ki ga običajno vidimo. Od celotne energije vesolja približno 4% so barioni, 1–2% jih je v zvezdah plin v prahu, 1–2% pa v tem le zelo vročem, skrajno razredčenem plinu v okolici galaksij. In zdaj pa vam takale fontana prebije v tole okolico in simulacija kaže, lahko zaenkrat rečem, da s sabo pobere ta vroč plin in ga pripelje nazaj v disk. To je zelo pomembno, kajti drugače preprost račun pokaže, da bi v disku morali plina že zdavnaj zmanjkati. Zdavnaj pomeni tam nekje 2 do 3 milijarde let bi trajalo, da se ves plin, ki verjamemo, da je bil v začetku v naši galaksiji, porabi. In to zadevno bi morala biti naša galaksija, ki je stara več kot 10 milijard let, že zdavnaj totalno mrtva. Pa ni, saj sem vam prej pokazal na začetku tistega gredla, pa sem vam pokazal Oriona, pa tako naprej. Vse stvari dogajajo, ne? Odkje je ta plin? Verjetno ljudje razlagajo prek tega, ampak to je seveda zaenkrat modelska ideja, tega ne veste. Ne? Če bomo pa videli, da dejansko imate tukaj en takle stolp, ki se širi in ga tridimenzionalno, pa še hitrost vektorja dobili, koliko je materijala in vse ostalo, se pa dali seveda v te simulacije potem usaditi dejansko parametrom številke noter. Ne boste vedeli, koliko je česa in boste videli, da stvar dejansko štima ali ne, kar utegne biti samo po sebi zanimivo. Tole so številke, o katerih sem prej govoril, skratka, če pogledamo tale Voron Ionized Medium, ga je precej, polovica prostora približno napolnjuje in ima relativno veliko območja okrog naše galaksije in relativno vroča. To je tisti pomemben vir celotnih barionov v našem vesolju. Tako da, če nekako povzamem kot zadnjo prosojnico, nekaj je bilo narejenega, v tem medzvezdnem prostoru smo med drugim se zagledali v nekaj, kar dejansko nihče ne razume, tele medzvezdni absorpcijski pasovi. Nič nimamo proti običajnim atomom, tudi te so enako dobri, samo kaj imajo toliko manj črt in je zato fino kombinirati čim več informacij. Seveda posledično, če bomo dobili to dinamično sliko medzvezdnega prostora, morda se bo dalo razumeti, kako je zdaj za preskrbo snovi bodočih zvezd, kako supernove k temu prispevajo, morda se bo dalo celo kakšno supernovo locirati in datirati v času in kar mogoče to indirektno prinese neko določeno razumevanje, kaj za boga so te neznane molekule, makromolekule, kaj ti, sej logičen, bolj debela porazdelitev najbrž pomeni manjšo maso, ker pač dlje leti, če manj tehta, pa morda pomeni kakšno zgodbo o električnem naboju, a so enkrat nabite ali niso nabite, človek bi mislil, da najbrž so enkrat nabite pozitivno te molekule, tako da takele stvari se bo dalo razpravljati o tem in primerjati med temi 400 absorpcijami, če bomo vsaj za en del teh, mogoče kakšen ducat, imeli tako 3+3, se pravi skupaj do neke mere celo 6-dimenzionalno sliko, ali pa rečemo mogoče, če smo malo bolj skromni, 4, da bo čisto zadosti za enkrat. Tako, hvala lepa, jaz bi se tukaj ustavil.